Dragi gledalci, dragi gledalke, lepo pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes smo pogovarjali o Hobbitu, romanu iz 30. let 20. stoletja, ki ga je napisal J.R.R. Tolkien in je letošnja tema na oratoriju. V gosteh pozdravljam Tilna Mlakarja, mladinskega delavca pri Oratoriju Slovenija, živa, in pa Sama Skralovnika, doktorja teologije, predavatelja na Teološki fakulteti, pisca mnogih besedil in pa velikega bralca Tolkienovih del. Samo živa. Živijo. Pa bi kar začel z enim takim čisto osnovnim vprašanjem, mogoče Tilna zate prvo. Zakaj je bil Hobbit kot Tolkienovo fantazijsko delo izpred 100 let kot fantazijsko delo izbran za letošnjo temo oratorija? Letos je bil na vrsti literarni lik, literarna zgodba, kar rotiramo na 3 letja. In na 3 leta pride na vrsto tudi neko literarno delo. In imeli smo dolg spisek knjig, junakov, ki bi jih lahko predstavili. V glavnem gre tukaj največkrat za izmišljene zgodbe, zdaj bolj fantazijske ali pa manj fantazijske. Ampak nekako Hobbit je izstopal po tem, da pri njem res ni težave iskati nekega krščanskega sporočila, ker ga je pisatelj res pisal kot krščansko delo, nek krščanski svet, ki je malo mogoče zakamufliran v fantaziji. Vidimo pa vedno, se pravi, fantazijske zgodbe so tako kot pravljice, ne, imajo to moč, da nagovorijo na simbolični ravni, ne. Tam so vse bitja, ki so, ne, ali pa boji, ki se dogajajo, so simbolni boji, kar se dogaja velikokrat v naši notranjosti. Se tam dogaja fizično, recimo, ne, z meči in loki. Ampak zato, ker se na ta način to predstavi, je lahko se dejansko vsak najde v tem. Vsak se najde v teh dogajanjih, ki se dogajajo v pravljicah, a ne, nekje globoko v sebi, ker opisujejo, tudi kakor bomo gotovo še kasneje govorili, opisujejo potovanje vsakega človeka lahko. Samo se tebi zdi relevantno še v 2023 pogrevati ene fantazije, pa ne živeti v realnosti. Kako ti gledaš na Hobbita, na oratoriju? Najprej sem zelo vesel, da se je oratorij oziroma vodstvo oratorija odločilo za to temo. Seveda tudi zato, ker sem sam, kot je bilo povedano, velik fan, oboževalec Tolkiena. In mislim, da recimo vrsta hollywoodskih upodobitev teh in drugačnih zvrsti, vemo, da so Hobbita in Gospodarja prstanov in te spin-offe z Rings of Power in še napovedujejo. Očitno je zelo aktualno govoriti tudi v sodobnem času. To so preračunali tudi Hollywood in tile dobičkarji. Zdi se mi pa, da je v ozadju še ena druga stvar, na katero se mi zdi tudi Tolkien zelo računal in se navezujem na predhodno izrečene besede. Namreč fantazijska pripoved ali pa zgodba, pa naj bo bolj ali manj pravljična, ima to moč, da nagovori človeka. Da se pravi, ne glede na to, da je morda okolje nepopolnoma resnično, da se lahko v njega vživimo in pravzaprav izživimo določene včasih strahove, včasih ponose in podobne stvari, v njih izživimo in na nek način uresničimo v tem smislu. Se pravi, definitivno Hollywood in vse ostale sodobni žarometi kažejo, da to je popularno. Bi pa tako rekel, človek in Tolkien je enako trdil. Človek je na nek način, navsezadnje so tudi evangeliji zgodba. Zdaj ne govorim o fantazijski zgodbi, ampak zgodbi. Je zgodba in Tolkien recimo sam nekje zapisal, človek bi moral biti odrešen na način zgodbe. Človek je pripovedovalec zgodb, je dejal. In to pomeni, da lahko, morda še kaj kasneje o tem rečemo, pravzaprav odrešen pravzaprav preko zgodbe. Ker mi smo zgodbe in nas tudi nagovorijo zgodbe, čeprav fantazijske. Pa se vam zdi smiselno, recimo, tako kot si omenil, so neki strašni elementi in tudi filmi niso najbolj nedolžni, a se vam zdi smiselno to otrokom povedati? A je to neka zgodba za otroke? Ali provokativno? Ja, tako kot so recimo klasične pravljice, so tudi marsikdaj strašne, ne. Pa volk poje rdečo kapico, pa se to zgodi, ona zgodi, ne. Marsikdo umre tudi v pravljici ali tako. Je treba računati tudi na
določeno sposobnost otroka, da to predela in zmore to predelati, še posebej ob tem, ko potem na oratoriju recimo konkretno to predelujemo potem na katehezah in tako naprej. Bi pa izpostavil to, da pa verjetno to je izkušnja vsakega, ki je prebral eno knjigo, pa potem gledal film, je velika razlika, ne? Navadno je nek film dosti bolj strašljiv za videti, ker ima vse elemente vizualno pred nami. Medtem ko ti pa si predstavljaš, ko en otrok bere, sem prepričan, da si ne predstavlja tako temačno neke zgodbe, tako kot je potem recimo lahko v filmu prikazana, ne. Potem je bilo mogoče smiselno svetovati animatorjem, da mogoče naredijo zdajle kakšno akcijo, da otroke mogoče spodbudijo, da preberejo knjigo pred oratorijem mogoče, da si ne ustvarijo kakšnega. V prvi vrsti je dobro, da sami preberejo, če bojo, ne, se pravi Hobbit kot zgodbo, ker vemo, da pri Gospodarju prstanov, pri trilogiji filmski, to se je to manj dogajalo, pri Hobbitu pa so kar veliko stvari dodajali, ni tako zveste originalu, kot bi bilo dobro. Tako da, če ne gre drugače, je tudi dobro za animatorje, si filme pogledajo, ampak s tem zavedanjem, da je veliko stvari dodanih noter, ki so tam notri zaradi pač nekega šova, zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi jih Tolkien tja dal, ne. Potem bi pa lahko samo tebe vprašal, kako vidiš razliko med Hobbitom kot knjigo pa Hobbitom kot filmi, kakšna je razlika med njihovo sporočilnostjo? Ja, tudi jaz bi svetoval definitivno prebrati najprej izvirnik, se pravi knjigo. Že če ošvrknemo s pogledom knjige Gospodarja prstanov, imamo ne vem koliko, 1200 strani špeha, kot se reče, in zato 3 dele recimo. Potem pa, če gledamo filmsko upodobitev, imamo enako 3 dele, ampak knjižna podlaga je pa 7-krat ali 10-krat manjša. To pomeni, da če so hoteli isti tempo, torej 3 filme, so morali marsikaj dodati. In tukaj žal naletimo na ta zelo tipični hollywoodski element, ko mora biti po neki šabloni, nekaterih pravilnosti, nekaterih tem, ki morajo biti nujno zastopane, malo neke fascinacije, da človeka prikuje k ekranu oziroma k platnu. In tako da, jaz bi tako rekel, Tolkien je dejansko, ko je začel ustvarjati recimo Hobbita, je imel še tudi ene druge namene, morda kaj o tem rečemo, ampak recimo pri Gospodarju prstanov je on rekel, ena od mojih primarnih nalog, ko pišem, je preizkusiti se v res dobri zgodbi. V zgodbi, ki bi človeka priklenila k knjigi, k ekranu. In je rekel, jaz v tem vidim milost. Se pravi, v tem smislu, namreč kaj on rekel, pa bom z drugimi besedami, ne? Včasih rečemo, je prisrčna ta slovenska beseda, da ko nas recimo nek film gledamo, pa nas gane, a pa rečemo, smo iz sebe. Zanimivo, ne? Uporabljamo pogosto, ampak se ne zavedamo, kaj pravzaprav rečemo. Se pravi, nismo jaz v sebi, ampak smo iz sebe. V tistem trenutku smo izven svojih obrambnih zidov, svojih prepričanj, svojih nazorov, smo iz sebe. Temu je rekel Tolkien trenutek milosti. Takrat, ko na mene vplivajo neki ideali, neki liki, neki dejanja, nekih likov. In v tem smislu bi Tolkien rekel, če je film očaral gledalce in jih recimo pripravil do trenutka ganjenosti, da so bili iz sebe, da so se nekaj spremenilo v njih, bi rekel, tudi to je dobro, tudi to je že en cilj. Ampak on je potem nadaljeval, sam reče, na začetku je bilo delo ne krščansko načrtovano, kasneje pa zelo načrtno krščansko pri končanju in redakciji. Tako da tu bi se recimo tudi dotaknil tega, kar je bilo prej vprašano, ali prikriti otrokom ali ne. Jaz mislim, en del odgovora bi to rekel, definitivno jaz otrok ne bi preveč varoval pred tem, kar jim bo življenje predočilo prej ali slej. Bolje, da v takem nekem kontroliranem okolju, kjer jim lahko to razložimo, usmislimo, ali pa ljudje z njimi, ki jim to, kot pa recimo nekje, kjer bojo sami ali pa neki drugačni družbi. Drugič pa, te zgodbe so načrtno kot recimo prilike. Prilike so jemani predmeti, pojmi, ljudje iz vsakdanjih situacij, se pravi, lahko vsakdo razume na tej dobesedni ravni, ampak je povabljen, da ko doseže neko duhovno spoznanje ali pa intelektualno stopnjo, da prestopi na neko višjo raven. Zato se mi zdi, da so tu dve ravni. Otrok lahko gleda tiste zadeve z ene čist druge perspektive ali pa doživljanja, kot pa recimo odrasel človek,
ki je prebral, ki kaj o tem še več ve, ki ga zanima. Tako da jaz mislim, da bi včasih preprosto Tolkien rekel, glej, a pa beri in naj zgodba naredi, kar naredi. Jaz sem jo doskrat, ko bereš tako zadevo, se zelo poistovetiš, se mi zdi, da otroci drugače ne gledajo tako racionalno kot mi, ampak zelo uživetveno. In se tudi meni zdi zelo pomembno sploh Hobbit, ker vsakič, ko doživi nekaj strašnega, ni tako, kot da bo otrok zdaj samo doživljal tisto strašnost, ampak mu je ponujena tudi neka alternativa, kako je glavni junak to naredil. Pa bi mogoče zdaj vprašal, kako vidi Hobbitovo pot? Recimo, kaj vse lahko, s tem smo že začeli, s simboliko. Meni je zelo pomembno, da znamo razlikovati med tem, da je Tolkien to napisal, da je to samo zgodba. Ampak mi je hkrati tudi pomembno, da se vprašamo tudi, kaj ta zgodba sporoča. Mogoče to, kje je zgodba samo simbol in na kaj potem ta zgodba dejansko apelira. Ja, najprej lahko povem, da seveda pri oratorijski zgodbi smo morali originalno Tolkienovo delo še okrčiti, da jo lahko izvedejo potem animatorji na oratorijskem odru. Nekatere stvari so omenjene, nekatere so samo omenjene, nekatere so tudi spuščene. Ampak osredotočili smo se ravno na to, kar si omenil, da na Hobbitovo, na Bilbovo pot. Pravi, to je tista stvar, ki smo pustili, njegova rast od zapečkarja do nekega junaka, ki pa zanimivo, v tem primeru ni nek tak junak ala Vitez ala Superman, ki je potem na koncu te svoje poti postane vsemogočen. Bilbo ostane še vedno Bilbo, še vedno malo, še vedno delno zapečkar, še vedno ima rad svoj tisti čaj, pa 5 kosil na dan in tako naprej. Nič se ni nabildal ali pa ne vem kaj, ampak je pa še vedno se vseeno spremenil, se preobrazil, zrasel. In v tem je ta Bilbova pot zelo klasična mitološka pot junaka, ko gre iz znanega v neznano in potem nazaj se vrne spremenjen nazaj. Ja, se zelo strinjam. In kar običajno spregledamo, je to, kar imamo pred nosom. In to je Hobbit, rasa, ki je torej nekako pol človeške, polovnjak. Se pravi, Tolkien se mi zdi, da je hotel res slepcem nazorno pokazati, da v tej zgodbi glavni junak, nekdo, ki niti človeške rasti ni, je pol človeka. Se pravi, navaden človek, še več, majhen človek. Se pravi, mi s svojimi napakami, mi s svojimi strahovi. Skratka, tej zgodbi se mi zdi edinstveno tudi to, prej smo omenjali Hollywood. V Hollywoodu dostikrat v teh upodobitvah nastopajo liki, ki, recimo Supermana, pa kaj sem, ki jih sicer lahko občudujemo, lahko fantaziramo v njih, ne moremo se pa z njimi poistovetiti, ker nimamo supermoči, ne moremo leteti po zraku, ne moremo in tako naprej. S Hobbitom, na drugi strani, z njegovo željo, da bi najrajš se v kavč ugreznil, kadil pipo in skratka bil v domu svojega doma do konca življenja, pa se kar hitro, se mi zdi, veliko od nas prej ali slej znajde. In Bilbo je odrinjen na tisto pot in ravno v tem njegovem človeškem obnašanju, polno humorističnih takih prigod, kako, ne vem, tisti robec predstavlja, oziroma odsotnost robca predstavlja težavo velikega ranga. In tako naprej, tudi tako je včasih v naših življenjih. In tu recimo, če se pa dotaknemo še enega, kar je bilo prej omenjeno vprašanje, kako je torej Hobbit krščanski? Ker ko recimo beremo, Tolkien bi rekel, največjo pripoved vseh časov, to je Evangelije, tam srečamo zelo nepopolne like. Peter, ki Jezusa zataji, Jakob, ne vem, Jezus o služenju drugih, on njemu o prvem mestu v nebesih in tako naprej. Skratka, v tistih likih se zelo hitro prepoznamo, te njihovi krhkosti, njihovi človeškosti in nas vabijo ravno preko te človeškosti, da se z njimi poistovetimo in, če tako rečem, obujemo učenčevske sandale. Pri Hobbitu ne vem, kaj bi rekel, da ne si obujemo. Dlake pustimo. Tako je. Ampak v tem smislu, recimo enkrat sem že razlagal, ne vem, ko smo bili majhni, ne vem, pa pri verouku, pa smo poslušali, ne vem, Peter zataji Jezusa, pa njegov prijatelj je bil, pa smo si rekli, jaz pa tega ne bi naredil, kako je lahko naredil.
takrat smo že vstopili v tisto zgodbo, smo se že postovetili, smo že stopili v to zgodbo. In enako, čisto ista logika velja tudi za to hobitsko Bilbovo zgodbo. To mi je zelo zanimivo. Jaz sem bral eno knjigo od Josepha Campbella, en antropolog iz 40 let. On je imel eno teorijo monomita, kot da so vsi miti nekako govorijo, to si že omenil, Tilen, o junakovem potovanju, ki je strukturirano iz 3 delov. Prvo gre tako kot Bilbo, gre iz enega statusa quo, iz enega varnega obdobja v neznano, kjer ga poje ena zver, nekako gre v tolmine in tam on nekako doseže tisti odraste, v bistvu to je junakova pot, da odraste v tem drugem delu in v tretjem delu se potem vrne nazaj v družbo in preda neko znanje oziroma s tem znanjem potem on ureja veliko bolje to družbo. Pa bi vas sam začetek vprašal, kje vidva mislite, da je Bilbo odrastel? Na kateri točki bi lahko rekli, on je pa zdaj junak postal? Jaz bi rekel, definitivno je ta njegova pot postopna. Se vidi recimo v določenih primerih, recimo pri trolih, še Gandalf jih reši, on zmrzne v strahu. Pol naprej, ko se z Gollumom sreča, je že sam se prepuščen. Kasneje Gandalf zapusti in mora že sam reševati škrate in tako naprej. Je ta njegov rast postopna, seveda vrhunec pa doseže, pol ko dejansko gre v ta Belly of the Beast, gre k zmaju v podzemno votlino. To bi lahko zelo direktno enačili s tem arhetipom v monomitu. Tako da mislim, da bi tukaj videl. Ja. Kar je spet zanimivo, je ena taka svetopisarska sporednica, ne? Tam je veliko poželenja, bogatstvo, lepo očem, privlačno očem. Imamo tudi tukaj recimo kačo. Zmaj je v bistvu variacija kače, ne? In se spomnimo rajskega vrta, kače, zapeljivost nečega, kar je lepo na pogled, pa tako. Ampak če se vrnem k temu vprašanju, tudi jaz mislim, da je zelo pomembna ta postopnost. Ne, se vemo, kako so novoletne zaobljube, od danes naprej pa nikoli več, 1 mesec, 2 meseca, če rata, ne, komu že tu dalje. Se pravi postopnost in pa morda je še to, se mi zdi tudi pri njem, pomemben vidik, da vendarle on se ne vrne čisto enak nazaj, ne. Se pravi, ga sigurno to potovanje spremeni in recimo on se pravzaprav, ko izve za to pustolovščino, ko ga povabi Gandalf na pot, o pomembi, da morda se ne bo vrnil nazaj, postane kot žolca, pade skupaj in ga morajo oživljati, hecam se, pač znesvesti se in ne kaže nekih obetov za to vlogo, primernost te vloge. In potem, kot smo povedali, kar dejansko do polovice knjige je predstavljen zgolj kot nekaj, kar dela napoto pa težave. Čist boljš bi šlo, če njega ne bi bilo zraven. Potem pa, in dejansko Gandalf reši vse težave do mračnega gozda, skoraj vse. Potem pa kar naenkrat Gandalf more na nek sestanek, nek nujni posvet in zgine, brez nekih tam nepodanih razlogov. In je zelo zanimivo, en drug avtor pa piše, ko govori o tej božjim posegu pa božji pomoči, ta religiozni vidik pri Tolkienu pravi, da najboljša oblika pomoči Bilbo je, ko te pomoči ni. Ko mora torej začeti Bilbo ne se naslanjati ali pa skrivati za Gandalfom, se bo itak vse rešil, in se torej prestaviti iz vloge tistega, ki samo dela statista, tistega, ki se samo skriva nekje v ozadju, ampak mora stopiti vnaprej. In tudi to je Tolkien lepo napisal, začne recimo, ko prvič sam premaga z želom enega pajka v mračnem gozdu, je bil Bilbo zelo ponosen sam nase. Potem gre to vedno bolj naprej, vedno bolj naprej, vedno bolj naprej, dokler da mislim, da nekje celo potem, kaj so že škratje, ga prav piše, prepoznavajo kot voditelja, kot njihovega vodjo. Se pravi, da ne samo, da on zraste v svojih očeh, ampak ga tudi potem postopoma prizna to njegovo vlogo tudi okolica. Eno vprašanje mogoče, malo provokativno, ampak se mi zdi tako eno relevantno. Jezus kot naš odrešenik. Jaz sem imel mogoče vedno take težave, pa rečemo, poudarjamo, koliko bi lahko Bilbo sam naredil. Zakaj bi potem pričakovali od Gandalfa, da ne se umakne? Zakaj potem Gandalf nikoli, zakaj ne bi Gandalf kar vsake Bilbove težave rešil? Zakaj je pomembno, da mi sam ne počakamo na Jezusovo odrešenje? Kako bi rekla to, da je to krščansko? Jaz bi rekel prvič, Gandalfov
v Hobbitu ni najbolj točna usporednica s Kristusom, bolj recimo z nekim angelom. Recimo sploh, če pogledamo Tobitovo knjigo Nad angel Rafael, ki je tam v fizični obliki dejansko angel predstavljen, ki spremlja Tobija, je zelo podoben Gandalfu. Tudi nasplošno so Gandalf kot bitje ni čarodej v tem, kar si kot čarovnike predstavljamo, ker ne upravlja svoje magije, nima sposobnosti upravljati magijo, ki je od zunaj, ampak je bil že ustvarjen kot bitje z to nadnaravno močjo, tako kot angeli. Gandalf je angel, ki nekako pomaga, spremlja, varuje, vodi in en izmed, tako kot je samo omenil, eden izmed oblik pomoči je to, da se umakne na neki točki, da lahko Bilbo sam potem. Zakaj pa je to na tak način, mislim, to je dejansko, takšno je življenje. Dejansko nas Kristus, tudi vernike, nas ne vodi za roko za vsak korak, kaj bomo oblekli, pa kaj bomo jedli, pa kako se odločati. Nam prepušča tukaj svobodo in avtonomijo, nam pa stoji ob strani na takšne drugačne načine. In podobno tudi tukaj pri Bilbu. Bilbo je še vedno avtonomen, samostojen kot svobodno bitje, hkrati pa tudi na nek način orodje v Božjih rokah, kar je zelo mogoče se lahko tudi še dotaknemo Božje previdnosti, ki se mi zdi mogoče meni še najbolj fascinantna ta krščansko sporočilo, ki sem začel malo bolj globlje pri Hobbitu gledati, pa se vidi, da je skozi celotno delo, celoten opus zelo izpostavljen pri Tolkienu. Ja, to bi se strinjal, absolutno. Dodal morda samo to. Bog ustvari posameznika z nekim unikatnim paketom talentov, ki jih nima nihče drug, nikoli jih ne bo imel, nikoli jih ni imel. In to je pravzaprav ta Božja pomoč svetu na nek način. Ne v smislu, da ga vodi, kaže levo, desno, ni njegova navigacija, je njegov talent, če tako rečem. In Svetopismo se mi zdi, da skoraj na vsaki strani vabi posameznika, če naredim tu sporednico, enako kot pri Hobbitu ali pa Gospodarju prstanov, da je sam aktiven v tem žaru ali pa tej harmoniji z Bogom. Recimo ena zanimiva rabinska zgodba pravi približno takole, čisto na hitro. En mož je zelo prosil Gospoda, da bi zadev na loteriji. Vsak dan molil, dneve in dneve, ure in ure, leta in leta. Umrl na koncu, ni zadev. In ko je prišel gor Petrov v pisarno, je bil malo jezen in je rekel potem tako malo zabrusil Gospodu. Je rekel, ampak celo življenje sem te prosil, celo življenje, pa me nisi uslišal. Pa je Gospod skomignil z rameni pa rekel, pomagalo bi, če bi kako srečko kupil. Se pravi, namignil mu je to, da ni samo prošnja, tudi naša dejavnost v tej smeri. Maksimalno, kar je na dosegu naše moči, absolutno, to je zelo svetopisansko in to se zelo odraža tudi pri Hobbitu. Mogoče v navezavi s tem, Božja previdnost sicer se da zelo, v celem Hobbitu se da veliko aspektov tega, ampak mene še najbolj zanima mogoče ta prvi, ta klic k pustolovščini, ki je ponovadi najbolj tak pomemben, pa najtežji del za vse nas, tudi jaz, ki sem mlajši, mene najbolj zanima ta začetni del. Zakaj se je Bilbo sploh odločil iti na potovanje? Zakaj, če je vedel, da bo lahko? In kako vidi ta delovanje Božje previdnosti v tistem začetnem delu, tako ta Božji klic? To je bil tudi ta vidik poklicanosti, se tudi nam zdel pomemben in smo ga tudi izpostavili, se pravi, to je vrednota prvega oratorijskega dne letos. Tudi zgodba gre v prvem dnevu in ravno o tem, to srečanje Gandalfa in škratov pri Bilbu in da se on odloči in gre. Zdaj, je zanimivo, meni zanimiv moment, mogoče še, da se navežem naprej, ko Bilbo skupaj pade, ne takrat, ko je omenjen zmaj, ampak pa ne vem kaj še, lahko da vsi umrejo, to ga še ne, ampak da se mogoče ne bo domov vrnil, ja, to je pa konc. Ja, in je zanimivo, zakaj on to premaga. Pomemben je tudi ta vidik pri njemu, da vseeno nekaj je v njem, kar ga že v njem, ki ga kliče k pustolovščini. Nekaj čuti, pač v knjigi predstavljeno, kot da je njegova mama iz rodbine, ki pa ima nekaj pustolovskega v sebi.
In hkrati se mu, kakor se spomnim, zdi malo za malo, kako potem škrati začnejo govoriti o njem, da je pa ni za nobeno rabo. Ne? In to ga pa tudi malo spodbudi. Hkrati pa mislim, da je tudi en pomemben vidik ta Gandalfova vera, ne Vanga. Gandalf ves čas vztraja, ne, ti zmoreš to, tudi če se ti zdaj tako ne zdi, in škratom to dopoveduje. In gotovo tudi vprašanje, če bi brez tega zmogel Bilbo iti samo na lastno pobudo. Kako vidiš ta strah, ker od njega je očitno bilo najbolj strah spremembe, ne? Tizga je zafrkano. Gotovo. Ja, in tu se zelo strinjam. Gandalfova vloga, bi rekel, tisti božji potisk preko nekih nečarobnih trenutkov, čisto vsakdanjih prepletov, okoliščin, vsakdanjika. Nekateri pri Hobbitu oziroma Tolkienu govorijo o zakramentalnem vsakdanjiku. Ne živimo na visokih gorah, palačah, živimo v naših navadnih stanovanjih, hišah. Tam se dogajajo ti potiski. In ena stvar je ta Gandalfova vera v Bilba, pa božje zaupanje, čeprav to je zelo biblično. Ne? Preroki, ki so poklicani, se tudi bojijo. Mojzes, veliki Mojzes, ne znam govoriti, nisem sposoben, Bog mu odgovarja in na koncu iz notranjih organov Mojzes, boj pošli koga drugega, nočem, ne želim, ne. Ampak tukaj so dve perspektivi. Božja, ki je stvarnik človeka in pozna njegove možnosti, in človek, ki zaradi te možnosti skozi percepcijo straha, družbenih pritiskov in tak naprej. In tukaj se Gandalf se je mogel pošteno razjeziti tam, ker so že škrati godrnjali, koga si nam zdaj, tukaj v pogodbo. Se je mogel razjeziti, če jaz pravim, bo to dovolj, da je pravi. Je pa še en detajl, ki se mi zdi zelo pomemben, in to je nekje na koncu knjige, pa tudi mislim, da na začetku piše, da Bilbo do konca svojih dni ni čisto točno vedel, kako se je tistega daljnega jutra znašel brez malice, brez polne pipe, brez robčka na poti in je šel. Ni znal čisto točno pojasniti v smislu, včasih hočemo zelo racionalno popredalčkati to. Včasih se življenja, se mi zdi, pa naših odločitev ne da na tak način pojasniti. Včasih je tu preprosto milost, pa preplet nekih dogodkov, ki naše življenja so zato dokaz velikokrat več kot dovolj. Ko sem nehal kaditi, mi je dosti pomagalo, da sem naredil razliko med voljo pa voljnostjo. So mi vedno rekli, moraš nehati kaditi, moraš se prisiliti. Mi je sam veliko pomagalo, ko sem dojel, da v bistvu je v redu, če se sam sprejmem te želje po kajenju, recimo. In šele, ko sem sprejel to, da imam lahko to željo, ampak kljub temu, da ne rabim nič glede njih narediti, sem se lahko začel spreminjati. In se mi zdi, da je to en tak moment, skrivni, tihi, mali momentek, ko si je sam dovolil nekomu pustiti, da ga definira in uporabi, in da je dal sebe za nek višji cilj, za škrate, za druge ljudi. Se zelo strinjam. Ta želja se mi zdi, je zelo generalno gledano biti svoboden, mislim v tem sodobnem jeziku, krščanskem bi rekli odrešen. Mislim, da je to temeljna DNK vsakega človeka, k temu je poklican, zato je ustvarjen. In to živi v nas, ne glede na koliko teh plasti, kosil, teh ugodnosti, tega obdobja, teh kavčev. In to se je na nek način, recimo v tem trenutku pri Bilbo, se mi zdi zbudilo. In to je neka univerzalna izkušnja človeka, ki mislim, da vsakega kliče na to pot. Mislim, da recimo, da po tej poti, ki jo morda na začetku ne bi izbral, ali Hobbit, ali mi v življenju, da pa je bil Bilbo vesel. Zato, ker se je soočil s seboj, s svojimi strahovi. Morda se bomo tega dotaknili, ampak recimo Tolkien je zelo zanimivo primerjal, zelo zanimivo je sporejati Goluma, pa Bilba, ali pa Zmaja Smauga in Hobbita, ker pravzaprav, ko se sooči s temi svojimi strahovi, ki bi lahko rekli, ki ga nazaj potiskajo v udobje, v kavč, v vsakdanje življenje, šele ko se z njimi sooči in jih premaga, je v bistvu on nazaj se vrne, kot smo prej rekli, ne povsem isto. In je zanimivo, taka zanimivost, nastopajo kot neki stranski, nepomemben lik Bilbovi sorodniki, ki niso nikoli priznali, da je tisti Bilbo, ki je šel, isti, ki se je vrnil, v smislu dedovanja pa teh vprašanj.
In res potem pravi Bilbo, da pravzaprav po vrnitvi mu ni bilo več mar za mnenje, toliko do mnenja sosedov, sorodstva in tako naprej, kar je zelo tipično za človeka, recimo, ki je nekako, Frančišek reče, kavč kristjan. Dodal bi še to, da mogoče zaradi te Bilbove ukoreninjenosti v svoj kavč je zgodba še toliko aktualna bolj za današnji čas, ker smo, če smo roko na srce postali s vsemi svojimi razvadami in navadami in razkošjem, v katerem živimo, smo kar postali vsi ne taki hobiti, ki smo se zelo težko odpovemo svojim najmanjšim navadam, pa tudi če je to, ne vem, iti na more poleti ali ne vem karkoli, pa že ne. Nekatere stvari ne pustimo, da so dotaknjene, ne? Ampak to je ravno to, ta navezanost na te razvade in navade, ki jih je hobit doživljal, samo da njemu je bilo pač veliko pomenilo tistega čaja ob točno določeni uri in tako naprej. Ne? Sej, če citiram Evangelije, ne omadežujete tisto, kar pride vate, ampak tisto, kar prihaja iz tebe. Ne? Ampak se je težko včasih odlimati od kavča, zato ker v bistvu moraš kar nekako iti čez sebe. Kako mogoče vidva gledata na to? Kako biti junak danes, da počasi zaključujemo? Kako bi lahko če zdaj gledamo na animatorje, kako bi animatorji lahko otrokom dali za razumeti, kaj se to pravi biti junak danes? Ja, na nek način animatorji že so junaki, so že vstali s kavča, da so sploh prišli na oratorij. Drugi korak je pa to, da res tudi na oratoriju kot takem se ne popustijo tem skušnjavam, kot je, ja, pa bi mečken šli po svoje, pa bi mečken šli, ne vem, se grupirati, pa klepetati, pa ne bi bili z otroki med odmori, ne. To so take te drobne stvari, od katerih so tudi animatorji poklicani, se mi zdi, da grejo preko sebe in to. In mislim, da na ta način s svojim zgledom so lahko največji pokazatelji, kaj pomeni biti junak za otroke, ne. In tudi največ odnesejo za sebe, največ zrastejo, najbolj naredijo, lahko pa tudi s tem, da so animatorji, če se temu res predajo animatorstvu, lahko z enim udeležbo na oratoriju, pač celotnim procesom naredijo tudi na tako mini pot takega od zapečkara do junaka lahko. Oni animatorji so v bistvu Gandalf za te male hobite, se da tako reči. Na nek način, ja. Lahko. Na nek način, v tem smislu, kot recimo, jaz bi se mogoče še na to navezal, kot je nekoč Slomšek znano rekel, ne, če hočeš nekoga vneti, moraš najprej sam goreti. In recimo, jaz rad dam primer, ne vem, sam tudi rad igram, recimo, poleg tega, da berem Hobita, še kdaj igram košarko, hecam se. In tam, ko živim, grem mimo na mojega balkona ena cesta in en fantek redno hodi tam košarko igrati. In ko jaz dol pogledam, ne, in ko njega vidim s tisto žogo in veseljem, s katerim gre na igrišče, mene prime, da bi v tistem trenutku dal stran, potisnil tipkovnico, miško in šel igrati. Ne. To. Se pravi, če je nekdo, ki to bere in razlaga z navdušenjem, predaja to z nekim navdušenjem, z neko iskro, da vidi v tem smisel in namen, se mi zdi, da je to res en najboljši, največji garant, da bo s tem vnemal, navduševal tudi njegove posnemovalce, njegove poslušalce, kakorkoli. Vsekakor se mi pa zdi, da se lahko to zgodi, da je eden od zelo ključnih trenutkov seveda tudi to, da recimo prebere knjigo, a saj je nek povzetek, neke iztočnice, ker včasih vidimo, recimo, gremo v kino, pa ne vem, je treba nujno na WC na začetku, pa 5 minut zamudimo, ne, pa se včasih zgodi, da ne razumemo, kaj se dogaja, pa smo 5 minut zamudili, ne. Se pravi, če mi ničesa ne preberemo, ne poznamo, bomo včasih morda imeli kakšno težavo z razumevanjem, ne. Zato bi to moj bil vsekakor nasvet za tako uspešno potekanje oratorija. Pa še nekaj, se mi zdi, živimo v dobi poplave informacij, vedenja, takšnega in drugačnega. O vsaki majhni stvari, ki jo kupimo, dobimo zraven zvezek navodil, kako se uporablja. Se pravi, se mi zdi, da je na dosegu roke, da si recimo res par kliki lahko pogledamo dobre oddaje, recimo tole. Ali kaj preberemo dodatnega. Skratka, se mi zdi, da imamo res toliko možnosti, da mlajši so še v tem veliko bolj doma kot mi, še zdaj že to opažam, pa se sam ne počutim tujega v tem. Tako da na dlani jim je, da lahko zajamejo, se mi zdi, s polno žlico. Dodal bi, da osebno bi animatorji, poleg tega, da preberejo knjigo Hobit, pa tudi neizrečeno krščansko sporočilo, ki je zelo dobra knjiga,
da si preberejo, če že tega ne bo zmogli, vsaj te uvode pa razlage, ki so v oratorijskem priročniku, ker letos smo jih dodali malo več, ravno zaradi tega, da nekdo malo bolj spozna ozadje, ki nam pomaga pa razumeti nekatere stvari v Hobbitu. In jih najdejo pri poglavju o katehezah večina, za vsak dan posebej so nekatere stvari opisane, pa tudi v uvodnem poglavju ravno tam malo te primerjave med knjigo pa oratorijsko zgodbo, tam pa razlaga ravno o Gandalfu, zakaj je bolj angel kot čarovnik, in o Golumu, o Smaju, take stvari teh. Mislim, da tam lahko veliko ali pa bistveno informacije dobijo že, če si to malo preberejo pa pregledajo. Samo moramo se že mi prvo usesti pa malo prebrati. Nazaj na kavč. Nazaj na kavč, ampak z veseljem, s čajčkom. Pa za zaključek bi pa sam še vsakega povabil, da deli z nami ene zaključne misli, vajne, ki bi želela pustiti naše gledalce s to mislijo. Jaz bi rekel, da bi povabil vse k odprtosti, da se pustimo nagovoriti tej zgodbi letošnji oratorijski in pač Hobbitu in tudi širšemu temu Tolkienovemu mitološkemu svetu, ki je zelo bogat tudi z vrednotami. Recimo Božja previdnost, ki sem jo omenil, je zelo na krščanski način predstavljena, že od stvarjenja naprej. Tukaj pa recimo zelo v samem Hobbitu pa je ena taka stvar, kot je, da je v popolni temi tam Bilbo našel prsten v nekih rovih pod zemljo, da je ravno to našel, ni bila njegova zasluga, res lahko rečemo, da je po Božji previdnosti, ampak zaradi tega je potem se zgodila sosledje dogodkov, ki potem recimo sploh je lahko potem Sauron konec koncev v Gospodarju prstanov premagal. Ne samo zato, da je Hobbit lahko uspešno dokončan, njegova naloga, ampak še potem kasneje. In to je samo en tak moment, ki je zelo krščanski, na kakšen način je Hobbit orodje Božje previdnosti, recimo. Čeprav Bog ni niti enkrat omenjen v sami zgodbi ali pa v knjigah. In še veliko takih zakladov, takih drobnih biserov notri, ki lahko nagovarjajo nas kot kristjane ali pa samo kot pač vedoželjne bralce ali nekoga, ki ga zanimajo zgodbe. Ja, jaz bi povabil v končni misli predvsem temu, da ne samo, da bi se znebili predsodkov do Hobbita, da bi se nasploh nekako poskušali znebiti predsodkov, ki nas nekako, se mi zdi, so tisti pasovi, ki držijo nas pa Hobbite v kavčih, nas vabijo k temu, da tam ostanemo, se pravi, da ne stopimo en korak v temo, pa pogledamo, pa morda vidimo, da tudi tam je Bog, da ni samo na našem kavču. In da se zavedamo, da Tolkien, ki je bil katoličan, zvest katoličan, recimo sam je pisal, on je vsako jutro ob 7:30 s svojimi otroki hodil k maši, k Evharistiji, spovedi. In je tudi sam pisal, jaz sem kristjan, jaz sem katoličan in to se vidi, to se da izvajati v mojih delih. Se pravi, recimo in Hobbitu se to zelo konkretno vidi. Recimo, če omenim evangelijsko sporočilo, tam ta vsemogočna Božja moč ne rovari po svetu z neko vojsko, z legijo angelov. Jezus sam recimo v Getsemaniju reče, lahko bi poklical legijo angelov, ampak ne bi se zgodila Božja volja. Tudi v Hobbitu, a pa širše v tem Tolkienovem srednjem svetu, mnogi opažajo, recimo, da se ta slavna bitka ali pa zgodba sploh ni odvila na zmagovito stran z nekim orožjem, močjo, na tistih Pelenorskih planjavah ali kakorkoli že, ampak v rovu, ko se je recimo Bilbo odločil, da ne bo pokončal Goluma, se pravi, ko je izkazal usmiljenje. In usmiljenje je ena temeljna podoba Boga v Svetem pismu, oče, usmiljeni oče. In se mi zdi, da v tem svetu, ki ima toliko obličij, toliko obrazov, toliko podob, da če se omejimo samo na tiste, ki jih recimo vidimo ali pa poznamo, ker so nam znane iz Svetega pisma, da smo najmanj, kaj bi rekel, oropani bogatstva tega sveta. In en lep, res sveteč del tega mozaika zagotovo predstavlja Hobbit, Tolkien, in se mi zdi, da je vsak predsodek tukaj res odveč. Stokrat vam hvala Samo in Tilen,
obema, da ste bila pripravljena priti v našo oddajo, deliti z nami vajne misli. Hvala. Ja, še kdaj? Gledalke, gledalci, tudi vam hvala, da ste držali z nami. Jaz upam, da ste uživali in vas toplo vabim, da nas gledate tudi v naslednji oddaji Reflektorja. Hvala.